Mogoče bo tole zvenelo malo tako. Kaj pa vem. Itak vam želim vedno najbolje svetovati in tudi tokrat vam bom. Kupite starega Foresterja. Sicer še nisem vozil cenejše različice, ampak pri starem se najbolj cenijo to, kako neverjetno udoben je kljub odlični legi na cesti. In tudi na pogled mi je bil bolj všeč. Japonci znajo včasih tudi kaj pokvariti. Mislim, oblika je itak stvar okusa, nekaterim je ta tudi bolj všeč in prav je tako. S svojimi merami spada ravno nekam vmes in če ga uvrstimo v razred SUV-jev, bo verjetno med vsemi, ki so v ponudbi, še najbolj zmogljiv na terenu. Nima pa reduktorja. Škoda. Pri dizlu ga sploh ni več. Forester namreč, tako kot vedno, prepriča svojim pogonom. Simetrični gor ali dol. Dejstvo je, da se navor tako lepo prenaša med kolesi, da boste težko kje ostali. Samo dobre gume dajte gor. Tudi dizelski motor je vrhunski. Slišati je malo bolj robato, ker je bokserski, še vedno edini takšen na svetu in meni je ta zvok všeč. Lepo potegne že od prostega teka naprej, čeprav se večina moči sprosti šele na 2000 vrtljaji. Takrat se zdi, da je moči pod pokrovom spredaj še bistveno več kot 108 kW, ki je 147 konjev, in menjalnik je ravno prav izračunan, da ga lahko super podite po kakšni zaviti makadamski cesti. Res ga je užitek voziti in to obožujem pri vseh Subarujih. Pravih Subarujih, da ne bo pomote. Do tukaj vse lepo in prav. Ko se enkrat zapeljete na cesto, pa ni več vse tako idealno. Problem je, da so očitno inženirji želeli narediti bolj dinamičen avtomobil za na cesto, ker se večina kupcev SUV-jev pač ne vozi po terenu, zato mora imeti toliko boljše vozne lastnosti na urejeni cesti. Zato tudi tista misel na začetku. Tale se namreč ves čas malo trese, vibrira, če cesta ni res lepa in v Sloveniji vemo, da marsikje ni lepa. Na trenutke je prav neudoben in to je zame v primerjavi s starim pač razočaranje. Velike luknje pa še vedno odlično požira. Čez ležeče policaje recimo nobene gre tako lepo. Potem je tukaj notranjost. Mene ne motijo njeni izgledi in materiali, ki so sicer boljši kot prej, vse je v službi uporabnosti. Ampak, ker Subaru raje namenja denar v druge stvari, kot so motor in pogon, potem ne ostane več nič za recimo multimedijski sistem, ki ga dela neka zunanja firma in potem so gumi na njem tako majhni, da jih komaj pritisnete, ko se vozite. Tudi varno ni. Je pa res tudi to, da tisti, ki ni vozil starega modela, ne bo vedel, da je tisti še bistveno bolj udoben in bo navdušen nad voznimi lastnostmi tega, ker so med vsemi SUV-ji res v vrhu, če ne na vrhu. Tudi motor je odličen in brez težav porabi manj kot 7 litrov in to ob stalnem 4-kolesnem pogonu. Mene še vedno prepriča, zato se mi tudi dobri 40 000 evrov, kolikor stane z bogato opremo, ne zdi pretirano. Ni pa malo, to je jasno. Upam samo, da Subaru ne bo preveč podlegel brezveznim modernim trendom, ko vsi mislijo, da rabijo visoke in velike avtomobile za na cesto, na koncu pa ne bo več nobenega, ki bi se lahko vsaj malo bolj spodobno peljal po terenu. Ta se še lahko.